Groharjeva pomlad je slovenska nacionalna ikona. Pomeni začetek modernega slikarstva in slovenskega impresionizma, v simbolnem smislu pa prenovo in vitalnost narodne prebuje. Na razstavi v uglednem salonu Mitke, nedaleč od cerkve svetega Štefana na Dunaju, je zavzela osrednje mesto. V dobro organiziranem kritiškem odzivu, ki ga je zagotovil lastnik galerije, jo je izpostavil vsak od piscev. Groharjeve slike niso naslikane s čopičem, temveč so nametane z zidarsko žlico. To je začetek slikarske šole, ki od vitalnosti poka po šivih, je zapisal eden od kritikov. Vendar se slika ni znašla med državnimi odkupi. Ministrstvo za uk in bogočastje je izbralo pol manjše, Rafolško polje, ki je od 3 odkupljenih del edino ostalo v Österreichische galeriji v Belvederu. V slovenski moderni mitologiji je pomlad nastala na Brdu pri Lukovici, na kar nas napeljujeta obilica Groharjevih motivov iz okolice in njegova korespondenca. Grohar je med leti 1901 in 1903 naglo spremenil svojo slikarsko orientacijo. Iz izvajalca velikih cerkvenih naročil se je prelevil v modernističnega slikarja, ki slika za trg. Iz realista se je preko simbolističnih poskusov preobrazil v umetnika, ki v neposrednem delovnem procesu na platno beleži svoje doživljanje motiva, čustvovanje in sam slikarski postopek. Kompozicijski pristop z izpostavljeno senčno silhueto gradu nad naseljem, kontrast osenčenega prednjega plana in osončene panorame Devina ter plamenaste krošnje grmovja so tiste prvine, ki so njegovega slikarskega tovariša strnjena navedle k oznaki Groharja kot simbolista. Kljub pohvalam čiste krajine pa je bil Grohar skupaj z drugimi razstavljavci septembra 1902 v Ljubljani izpostavljen posmehu zaradi slik, v katere je polagal največje upe. Še po terpentinu dišeče grabljice je kritika označila za nezrelo delo, v katerem slikar ni zmogel uresničiti svojih pretiranih ambicij. Po finančnem polomu razstave je Grohar odšel na Brdo, ker je bil dogovorjen z Jankom Rahnetom, da mu naslika portret njegove nove vile. Ker je bilo slabo vreme, se je vrnil spomladi, in sicer 30. aprila, ter tam ostal dober mesec dni. Izpolnil je naročilo, naslikal je vilo in grad Brdo z ribnikom, nekaj portretov, zase pa več študijskih platen. Zbližal se je z naročniki, še posebej z Gabrielo Hefran-Saalfeld, poročeno Rahne, sestrično pisatelja Janka Krsnika. Jakopiču je takoj navdušeno sporočil, da ima v delu 2 večji stvari, zato smo sklepali, da je ena pomlad, pendant slike pa naj bi bil izgubljen. Kaže pa vendarle, da je izgubljen dejansko pendant Rafolškega polja, ki je leta 1907 še nosil naslov Ajdovo polje. Sliki sta namreč po nenavadnem panoramskem formatu v razmerju 1:2 in po merah identični, slikani na doma tkano platno, še več, zdi se, kot bi bili zrcalno komponirani. Čez sliko Ajdovo polje je Grohar v zadnji četrtini leta 1907 naslikal drugo različico Sejavca. Razlika med fluidno ponavljajočimi se potezami Čopiča v teh 2 slikah in pointilističnim nanosom barve s slikarsko lopatico, špahtlom, zato potisne nastanek pomladi v nekoliko poznejši čas. Sliko je videl Ivan Cankar v Groharjevem novem stanovanju na Schönbrunnerstraße 10. julija 1903. Njegovemu likovno občutljivemu očesu se ni zdela kaj posebnega, a ko jo je zagledal na galerijski steni v Dorotheengasse 9 mesecev pozneje, je zapisal:
Širilo se mi je srce ob pogledu na pisana, v spomladno sonce potopljena polja, na te valovite holme. In bilo mi je, kakor da bi vdahnil grohar na platno vso veselo lepoto slovenske zemlje in vso njeno melanholijo hkrati. Naslednje leto jo je grohar razstavil v Secesiji na Dunaju pod naslovom Iz moje domovine. To pa pomeni, da je grohar Pomlad morda sicer res zasnoval na Brdu, da pa jo je dodelal na Dunaju v nestrpnem pričakovanju soočenja z dunajskim občinstvom. Kompozicijske valovnice so predznak secesijske umetnosti, praznično svetlobo in panoramske poglede je poznal v slikah Giovannija Segantinija, tedaj najpopularnejšega umetnika na Dunaju. Mlada cvetoča jablana je vzpostavljen secesijski simbol vitalnosti. Gledalca postavi sredi krajine in neposrednost doživetja sugerira z improvizirano gradnjo slike, ki združuje dotlej nezdružljivo: osebno vizijo, kolektivno izkušnjo in novost likovnega pristopa. Pomlad torej ni abruptno improvizirana slika nad svetom razočaranega slikarja v iskanju utehe in novih začetkov v naravi, temveč je skrbno meditirana slika, ki je nastajala kot del velemestne svete pomladi. V prestolnici so jo razumeli kot znak, da je še en del imperija obvladala moderna umetnost.